Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v prvih dneh marca, ko se večina Evrope ubada z nenavadnimi zimskimi razmerami, ki otežujejo tako promet kot življenje ljudi nasploh. Kljub vsemu pa ne manjka zanimivih dogodkov tudi na lokalni ravni. Med njimi obeležitev Mednarodnega dneva žena, občinski praznik, ki ga bomo počastili slavnostno akademijo, pa Gregorjevo, ko se ptički ženijo. Izšel je že tudi informator, občinsko glasilo, v njem pa ponovno številne zanimivosti. Tudi v informativni oddaji tega tedna objavljamo nekaj zanimivih prispevkov, zato prijazno vabljeni k ogledu. Tatjana Zafošnik predstavila svojo domovino Jakutijo, najhladnejšo naseljeno državo na našem planetu. Miran Krušič, ponovno izvoljen za predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Slovenska Bistrica. Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica na zboru predstavila svoje delo za preteklo obdobje. Na območnem srečanju nastopilo 10 otroških folklornih skupin. Ta teden v Slovenski Bistrici podelili priznanja civilne zaščite. Zanimiva pobuda Dejana Kalana, tek na smučeh pred domačim pragom. V rubriki Lokalne novice postavljamo v ospredje slavnostno podelitev priznanj civilne zaščite. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v četrtek, 1. marca, pripravil zanimivo predavanje. V projekcijski dvorani Bistriškega gradu je Tatjana Zafošnik predavala o svoji domovini Jakutiji. Jakutija oziroma uradno Republika Saha je največja teritorialna enota v Ruski federaciji in obenem najhladnejša dežela naseljenega dela našega planeta. Tatjana Zafošnik v Slovenski Bistrici živi že 18 let. Po poklicu je profesorica ruščine, ukvarja se z učenjem ruščine in prevajanjem. Med drugim je povedala, kako Jakuti živijo pri -60 stopinjah Celzija, kako ogrevajo svoje hiše in kako se sploh oblečejo, da zdržijo na takšnem mrazu. Ne glede na ekstremne klimatske pogoje, življenje v mestih teče povsem normalno. Jakutija je zanimiva tudi za turiste. Na svoj račun pridejo predvsem ljubitelji ekstremnih športov. Sicer pa Tatjana Zafošnik tudi v Sloveniji ohranja stik s svojo kulturo. Poleg narodne noše je na predavanju predstavila nekaj stvari, ki jo spominjajo na dom. Miran Krušič bo tudi prihodnja 4 leta vodil območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica. Novi stari predsednik na volilnem zboru, ki je potekal v petek 2. marca v prostorih vojašnice Vincenca Repnika, ni imel protikandidata. Miran Krušič je povedal, da je njihovo prvo vodilo spodbujanje domoljubja. Zato so vestno organizirali proslave in sodelovali pri izvedbi le-teh z drugimi organizacijami. Postavili so tudi 2 spominski obeležji pri domačijah Visočnik in Topolčnik. Začeli so s predavanji v osnovnih šolah, vsako leto jih obiščajo kar nekaj. Ker se zavedajo, da na mladih svet stoji, jih ozaveščajo. Skupaj z osnovnošolci so se udeležili tudi pokrajinskega kviza, ki ga je organiziral Vojaški muzej. Uspešni so bili na različnih športnih tekmovanjih. Zelo dobro so sodelovali tudi z ostalimi veterani. Med drugim so organizirali letni piknik in izlet v Brežice ter izvedli številne delovne organizacije. Posebej so ponosni, da so pred svojimi prostori na Brinju asfaltirali parkirišče. Lani so pridobili tudi pevce, oktet veterani, ki jim popestrijo dogodke.
Na zboru, katerega so se udeležili številni gostje, so podelili tudi priznanja Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in zvezna priznanja. Najvišji priznanji, zlati plaketi, sta prejela Miran Krušič in Drago Pristovnik, sekretar Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica. Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Zgornja Bistrica se uvršča med bolj dejavne organizacije znotraj Območnega združenja Slovenska Bistrica. Minulo soboto so se članice in člani zbrali na letnem zboru. Organizacijo vodi Borut Kruder. Svoje delo so začeli s priložnostnim kulturnim programom in si ogledali del dokumentarnega filma, ki ga je posnela britanska televizijska hiša BBC. Film prikazuje osvobajanje 87 britanskih, avstralskih in novozelandskih vojnih ujetnikov 30. avgusta 1944, ko so popravljali železniško progo pri Ožboltu. Akcijo so izvedli borci Šercerjeve brigade, med njimi pa je bil tudi Jože Duše iz Visol. Osvobojeni zavezniški vojaki so skupaj s partizanskimi kurirji prehodili pot od Lovrenca na Pohorju preko Gornjega grada, kjer se jim je pridružilo še 16 drugih. Neopazno so morali prečkati reko Savo in 18. septembra so prispeli na osvobojeno ozemlje pri Semiču na Dolenjskem, odkoder so jih zavezniška letala prepeljala v Italijo. V nadaljevanju zbora pa so ocenili svoje delovanje v letu 2017 in izpostavili uspešno obnovo spomenika domačinom v Visolah, ki so izgubili življenje pod okupatorjem. Seznanili so se tudi s finančnim poslovanjem organizacije za minulo leto in sprejeli načrt dela za leto 2018. Tokrat bomo izpostavili samo 2 nalogi. Zavzeli so se za odkup doma na Sankarici, kjer bi lahko uredili spominski center in za bolj organiziran obisk Bistričanov ob dnevu spomina na mrtve na Graškem pokopališču, kjer so pokopani borci 1. pohorskega bataljona. Na zboru so sprejeli nekaj novih članic in članov, ob bližnjem prazniku dneva žena pa so prisotne članice prejele nagelj. V torek 6. marca je Policijsko veteransko društvo Sever Maribor v avli 2. osnovne šole Slovenska Bistrica pripravilo otvoritev razstave posvečene dogodkom v času osamosvojitvene vojne leta 1991. Razstavo je pripravila magistra Biserka Debeljak, upokojena kustosinja Policijskega muzeja. Uvodoma so prisotne nagovorili predsednik Slovenjebistriškega odbora društva Alojz Gostenčnik, župan dr. Ivan Žagar, ravnateljica 2. osnovne šole Slovenska Bistrica Sonja Arbajter in magistra Biserka Debeljak. V kulturnem delu programa so nastopili kvartet policijske godbe ter učenci 2. osnovne šole. Po ogledu razstave so se obiskovalci ob zakuski zadržali še v krajšem klepetu. Ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite, so v torek 6. marca podelili tudi regijska priznanja civilne zaščite za vzhodno Štajersko. Na prireditvi v Bistriškem gradu so najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, podelili 12 bronastih priznanj, 6 srebrnih in 2 zlati priznanji ter 4 plakete.
Srebrni znak civilne zaščite je prejela Božena Levstik iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Slovenska Bistrica. Bronasti znak civilne zaščite pa so izročili tudi Stanislavu Mlakarju, podžupanu občine Slovenska Bistrica. Vloga civilne zaščite v Sloveniji in tudi v občini Slovenska Bistrica seveda ima en zelo širok pomen, saj so v civilno zaščito vključeni ne samo gasilci, tudi druge službe za zaščito in reševanje in je prav gotovo, da nekako ob vsaki naravni in drugi nesreči prvo pomislimo na gasilce, na reševalce, na prostovoljce, ki v teh situacijah bi rekel bistveno prispevajo, da se samo stanje na terenu, pa naj se gre za požar, naj se gre za povodenj, za žled, ki smo ga imeli pred 4 leti in še marsikaj drugega, seveda, da se takšno stanje nekako vzpostavi in da se pomaga ljudem v tistih situacijah, v tistih momentih, kjer je najbolj to potrebno. Meni samemu osebno pomeni to priznanje zelo veliko, ne samo za delo v letošnjem letu, tudi za delo v preteklosti, še posebej pa seveda moram reči, da sam v tej mreži civilne zaščite ne pomenim popolnoma nič, ampak skupaj z vsemi službami, ki v občinskem merilu delujejo in delujemo na tem področju, seveda lahko vzpostavimo stanje in prispevamo k vsemu dobremu, kaj je pravzaprav v določenih momentih potrebno. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Poleg njega so priznanja podelili Ivana Grilanc, poveljnica civilne zaščite za vzhodno Štajersko, njen namestnik Rudolf Golob in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, ki je zbrane uvodoma tudi nagovoril. Prireditev so popestrili z nastopoma vokalne skupine Vivere in glasbene skupine Gemaj. V mojem svetu vse lepo narobe in ker narobe je, tako je prav. Pisarni spim doma, nabiram gobe in če bolan sem še najbolj zdrav. Kasneje bo, kar je prej in nazaj greš naprej. Ko molčiš, na ves glas govoriš. Ko boš se staral takrat, boš fant najbolj rad. Tu je tu, ker je v mojem svetu vse narobe. Ta moj narobe svet je več kot prima. Konča se spredaj in začne sumzat. Pomlad je, ko drugod je pusta zima in kdor sovraži me, ima me rad. In skupaj z njim grem pesmico zapet. Zato je pravšnji moj narobe svet. V sredo 7. marca je na Zgornji Ložnici potekalo 38. območno srečanje otroških folklornih skupin pod sloganom Pojemo, godemo, plešemo. Otroci s svojim plesom in pesmijo obujajo stare rajanke in druge igre, s katerimi so si nekoč krajšali čas in se zabavali. Izročilo pa prehaja iz roda v rod. Na srečanju so nastopili mladi folkloristi iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Prireditev so finančno podprle vse 3 občine, organizator pa je bila območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica.
Vsestranski Dejan Kalan je pred kratkim izkoristil prave zimske razmere in si v mestnem parku v Slovenski Bistrici nadel tekaške smuči. Več o zanimivi pobudi je povedal v pogovoru za Studio Bistrica. Kako se je pravzaprav porodila ideja, da se lotiš smučarskega teka in narediš progo tukaj v mestnem parku? Veš kaj, po 12 letih sem te zaprašene smučke vzel iz kleti. Predolgo so me že klicali, ne? Ker sem pa v zadnji čase malo len, se mi pa enostavno ni dalo peljati na Roglo, ker so pa odlično urejene proge. In ker se je bistriški sneg odločil, da bom majčkeno počakal v Bistrici vsaj en teden, sem rekel, zakaj pa ne izkoristiti tega bistriškega čudovitega parka, ki sem ga sicer poznal že svojih atletskih dni, ko smo se skrivali pred poletno vročino. Zdaj pa ravno toliko snega za tisti mali smučarski užitek teka na smučeh. Kako dolga je proga? Ja, v bistvu sem jo včeraj potegnil to prvo špuro, ko se temu reče, ne. Bil sem precej šlampast, po domače rečeno, in je nisem potegnil preveč ravno. Je pa dolga približno 500 metrov, tako da če odtečem 10 krogov, je to preprosta matematika, ne. Tukaj, da se zašvicaš, da dela celo telo, ne samo noge, tudi ramenski obroč, in za rekreacijo je to povsem dovolj. Pričakuješ, da se ti bodo kmalu pridružili tudi ostali Bistričani, Bistričanke. Kdaj bo prvo tekmovanje? V bistvu sva z Rankom Leskovarjem že pred časom debatirala, da bi lahko potegnili ali tukaj ali pa na stadionu, ne, en tak majhen krog za tiste največje navdušence teka na smučeh. Ranko mi je v tem trenutku pobegnil v Italijo, ne, na fancy smučanje, ne. Ranko, kje si? In mislim, da se bo Ranko vrnil takrat, ko bo sneg že zmanjkal. Vabim pa vse ostale, da se pridružijo tukaj v parku, saj konec koncev nikogar ne motimo, nihče ne bo motil vas, snega je ravno dovolj, kot sem rekel, za prve užitke, zakaj pa ne. Potem pa tekma. Ja, jaz sem jo mislil organizirati že to soboto, torej 3. marca, ampak ker sem znan kot izjemno fair športnik, ne, bom morebitnim nasprotnikom dovolil, da malo potrenirajo in bomo tekmo predstavili na 1. junija. Spoštovani, informativna oddaja Studia Bistrica se je iztekla, ta teden pa obeležujemo tudi Mednarodni dan žensk. Naj ne bo pozornost namenjena samo enemu dnevu z rožico in darilom. Saj gre za enakopravnost med spoloma, toda kljub vsemu so ženske velikokrat odrinjene na stranski tir, čeprav nosijo veliko breme. Storite kaj, da temu ne bo tako. Pa srečno do prihodnjega tedna.